Takoj po prvem odmerku je vzpostavljena že zadostna varnost po 3 tednih, kar pomeni, da se učiteljem po 3 tednih ni več treba testirati. Po 12 tednih oziroma 3 mesecih sledi drugi odmerek in od drugega odmerka naprej je 6 mesecev predvidena imuniteta za enkrat. In če to seštejemo, cepljenje z AstraZeneco vam takoj prinese 9-mesečno varno obdobje, s čimer lahko zavarujemo posameznika, njegove najbližje delovno okolje in še kaj. Zaradi tega je to cepivo relativno enostavno, hkrati izjemno učinkovito po tem, kaj pravzaprav, ko vse seštejemo, prinese. Koliko pa lahko novi sevi te hipoteze podrejo, beremo, zdravnik je bil 2-krat cepljen, pa je recimo vseeno se okužil? Torej, vprašanje je, kdaj se je okužil, s čem se je okužil, te raziskave še tečejo. Danes smo na vladi tudi poročilo nacionalnega laboratorija, ki bo poročal o sekvenciranju, kaj je bilo odkrito v tem zadnjem obdobju. Minister Poklukar je včeraj že povedal, da imamo 61 sevov v tem trenutku registriranih v Sloveniji. Imamo zdaj tudi že južnoafriški sev, veliko je pač angleškega seva, ampak še vedno smo v bistveno boljši situaciji kot Slovaška, kjer je 80% vseh okuženih že angleških sev. Pri nas je tega manj. Jaz sem videl samo en del sekvencioniranja za približno 551 vzorcev, kjer se je pojavilo 21 sevov dokazanih, od tega so 4 na vašem območju, potem boste slišali jutri, bistveno več jih je pa na obalnem območju, kjer jih je 13, pa še v Posavju 4, tako da skupaj je to 21, ampak to je samo en del. Danes bo vlada seznanjena z vsemi sekvenciranji, ki jih delajo različni laboratoriji, tako INI, se pravi medicinska fakulteta, kot nacionalni laboratorij, in ko bodo vsi ti rezultati predstavljeni vladi, bodo jutri predstavljeni tudi širši javnosti. Še smem jaz nekaj? Ja. Rekli ste, da pač zdravstveni domovi oziroma cepilni centri bojo tisti, ki bojo dejansko se odločali, koga bojo cepili od šolnikov. Po kakšni logiki boste pa vi razporejali cepivo, ne vem, najprej Celje, Maribor? Ne. Cepivo se razporeja po izkazanih potrebah. Zdravstvene domovi izkažejo potrebe, koliko odmerkov katerega cepiva potrebujejo, in take količine se potem dostavijo. Skratka, zdravniki, ki skrbijo za svoje bolnike, med njimi izbirajo te kategorije. Zdaj drugo so te kronični bolniki, ki so povabljeni po posebnem ključu, ampak vse se dogaja na terenu, ne? In seveda tudi sorodniki, takrat, ko gre za starejše, imajo tukaj veliko vlogo. Ni najbolj primerno obtoževati zdravnika, da nekoga ni povabil na cepljenje, če nihče ni naredil prijavo za bolnika ali izkazal interes za kaj takega. Iz teh razlogov, če pogledate statistiko, danes zjutraj sem pogledal, imamo pri starejših od 90 let imamo približno 40% precepljenost z prvim odmerkom. Očitno so tam še ljudje, ki bodisi sami ne želijo ali pa njihovi sorodniki ne želijo, da bi bili cepljeni, in to ne more biti očitek zdravstvenemu sistemu. Moramo biti veliko bolj odzivni in konkretni v teh naših pričakovanjih in potem se lahko na eni strani potrebe, na drugi strani pa odzivnost osnovnega zdravstva srečata v relativno kratkem času z relativno malo napakami ali pa zadregami. Hvala. Kadrovske zagate, kako jim boste priskočili na pomoč oziroma kako jim odgovarjate? Jaz sem danes obiskal največje cepilno mesto v državi, se pravi Ljubljano, pa tudi manjše cepilno mesto, kar je Žalec, pa zdaj tretje največje mesto v državi Celje. Pristopi so različni, ampak vsako ima svoje specifičnosti. Upravljanje s človeškimi viri je v tem trenutku ključno, treba je določiti prioritete in izvajalcem je treba pri tem pomagati. V Ljubljani si kar precej pomagajo študenti, na lokalni ravni bistveno manj, ampak tukaj treba biti širok.
Minister za zdravje bo danes popoldan vsem direktorjem zdravstvenih domov prenesel pričakovanja, pa tudi organizacijske prijeme, kako bi v čim krajšem času pocepili te prioritetne skupine, ne le starostne, ampak tudi te, ki so ključne za delovanje države. Gre za pripravo na naše predsedovanje, pa to je še najmanj, predvsem pa gre za delovanje izobraževalnega sistema. Učitelje, profesorje, vzgojitelje je potrebno precepiti v čim krajšem času, da bi lahko tudi v primeru, če pride do tretjega vala, kolikor toliko normalno lahko deloval izobraževalni sistem. To je zdaj prva prioriteta. Ko bo cepiva dovolj in se bojo pojavila ozka grla, bodo v to veliko bolj vključene tudi bolnišnice, ki bodo v tem času razbremenjene bolnikov v stacionarnih objektih lahko pomagale kadrovsko pri tem cepljenju. Tudi nekatere strukture pričakujemo, da bojo precepljene kar v bolnišnicah, zato da ne obremenjujemo zdravstvenih domov oziroma osnovne mreže. Logistično smo organizirani tako, da lahko pospešimo zaostanek, ki je nastal zaradi pozne dobave in nezadostne proizvodnje cepiv. Pogodbe so sklenjene, zdaj podpisana še dodatna pogodba za Pfizer za 342.000 odmerkov v drugem kvartalu in toliko tudi v tretjem kvartalu. V četrtem kvartalu imamo samo še 280.000, ampak blizu 2 milijona odmerka je samo Pfizerja v tem trenutku že podpisano, skratka ta paket je za 912.000 odmerkov, kar vam pri dveh odmerkih pač pokaže 450.000 ljudi bo cepljenih skupaj s Pfizerjem v tem času. Veliko si obetamo od AstraZenece, Moderna ne bo uspela zagotoviti večjih proizvodnih zmogljivosti, niti posledično dobav. Z velikim pričakovanjem pa čakamo na Janssen, ki bo v tem času, v tem mesecu dobil certifikat za uporabo znotraj Evropske unije in potem čakamo na dobave. V tem trenutku še nimamo potrjenih dobav za mesec april, potem bo ta usmerjevalni odbor, ki se s tem ukvarja in kjer sem eden od dveh predstavnikov iz Slovenije, v petek razpravljal o tem z vsemi temi posameznimi dobavitelji, kaj je še mogoče narediti, ampak še enkrat, mi smo organizirani tako, da bi lahko pocepili med 500 in 600 tisoč odmerki vsak mesec. Kdaj bomo se znašli v taki situaciji, da bomo imeli toliko cepiva na voljo, v tem trenutku še ni mogoče z gotovostjo govoriti, ampak rad bi vam zagotovil, da nobeno cepivo ne stoji v skladiščih. V tem trenutku imamo samo 15.000 odmerkov, tukaj za zlato rezervo, če bi jutrišnja pošiljka ne prišla, da lahko prihodnji teden začnemo s cepljenjem učiteljev, ampak zdaj se že na veliko cepijo tudi kronični bolniki z AstraZeneca, mlajši od 65. Zdaj ste tudi posodobili nov naslov distribucije teh zdravil, lahko malo več poveste o tem, če nisem cepil. Ja, mi smo na podlagi sprejete strategije izbrali gospodarsko družbo, ki bo logistično podpirala. To je veletrgovec zdravili Salus. Oni so tako še partner največje farmacevtske družbe, ki nam dobavlja cepivo za cepljenje proti COVID-u, govorim o Pfizerju. Imajo tudi vse potrebne skladiščne kapacitete, vključno s potrebnimi zvrzovalnimi skrinjami za tako velike in še večje količine. Oni bodo prevzeli vse od prevzema cepiv, skladiščenja cepiv, prepakiranja, dostave cepiv in potem tudi pobiranja praznih fijal in ostalih smeti, tako da se bo Nacionalni inštitut za javno zdravje lahko maksimalno koncentriral na spremljanje epidemije, na iskanje stikov pri okuženih, posebej še zdaj, ko gre za te nove seve in morebitne komplikacije v zvezi s tem. Predvsem pa potrebujemo Nacionalni inštitut za javno zdravje zato, da je v pripravljenosti, da se odzove na kakšne druge, tretje odzive, ki bi se lahko v tem času pojavili. Skratka, organizirani smo na to, da preživimo tudi večje stiske, ki bi se nam lahko zgodile v fazi tega množičnega cepljenja.
Rekli ste, da si največ obetate, če sem vas prav razumela, od AstraZeneca, tako kar se tiče številčnosti, kot tudi potem recimo izplena, če tako rečem. Ja, AstraZeneca je cepivo, ki je zelo stabilno, zelo enostavno je za uporabo, tudi za skladiščenje.